Dober večer. Danes bom govorila o svoji poti iz mojega pekla v moj osebni notranji raj. Kot pekel razumem vse, kar ni radost, kar ni ljubezen, kar ni zdravje, kar ni sreča. To pomeni, da sem bila zelo nesrečna, tudi bolana, polna zamer, polna jeze, strahov. In moja pot je šla pot, ki je vodila v smrt, v duhovno in v fizično. Kot raj pa razumem, da si zgodil tisti čudež, ki ga rabimo vsi. Prav vsi. Kdor ne sprejme tega čudeža, ki se mu reče ljubezen, spreobrnenje, odločitev za ljubezen, odločitev za srečo, odločitev za odpuščanje, kdor se ne odloči, pač ostaja v svojem lastnem peklu. Jaz osebno sem bila predolgo v svojem lastnem peklu. Res predolgo. Tako sem spoznala, da obstaja še ena druga pot, ki si reče milost, ljubezen, odpuščanje, sprava z svojim izvorom življenja. Sem se odločila za to pot. Vendar, ko se odločiš, še nisi na cilju. Treba je prehoditi pot. Za nekatere je to zelo dolga pot. Polna ovir, zmot, testov, ponižanj, opravičevanj, solza, bolečin. Za nekatere je krajša. Za mene je bila zelo dolga. Zato, ker sem se spreobrnila šele pri 33 letih. In če imate vi celo goro umazane posode, rabite dalj časa, da jo operete. Ko človek spozna resnico, je to kot da v prostoru, kjer živite in ker je tema, nenadoma zasije luč. In pogledate okoli sebe in vidite v enem kotu to bolečino, v drugem kotu ta strah. Vidite vse, kar prej niste videli. In potem je treba to odložiti. Dati ven iz svoje sobe. Komu pa damo bolečine, če ne brezpogojni ljubezni? Ker to je edino zdravilo, ki našo bolečino spremeni v mir, ki naše bolezni spremeni v zdravje, ki naše jeze spremenijo v sočutje, naše solze v bisere, našo žalost v radost in celo smrt v življenje. In moja preobrazba je trajala vse do 29. junija 1995. 13 dni sem celo intenzivno pisala knjigo Iz pekla v raj. Ampak ko je bila napisana, je bila moja duša radostna. V knjigo sem izlila vse svoje bolečine, vse svoje trpljenje, vse svoje zmote, zablode in zavestno sem se odločila za brezpogojno ljubezen. Sem se odpustila, bila zelo ponižna, priznavala svoje zmote, svoje bolečine, strahove in dovoljevala sem, da jo mojo dušo
prihajala brezpogojna ljubezen, kot darilo od Boga, kot darilo, ki ga dobiš samo takrat, ko si dovolj ponižen, da prosiš za to darilo. Ko odpreš vrata za te milosti. In zato sem pač veliko mogla prositi, ker je bilo veliko, veliko bolečin v meni. In tudi zmot in zablod in napačnih odločitev. In ko sem 29. junija leta 1995 se prebudila, je bila moja duša radostna. Cel mesec so me zelo bolele ledvice, bolečina je bila res neznosna. Ampak 29. junija leta 1995 zjutraj, moje telo je bilo popolnoma brez bolečin. Radostno. Slišala sem petje ptic, nebo je bilo jasno. In bila sem radostna, ker sem celo vso to bolečino prelila v knjigo Iz pekla v raj. In na ta dan sem napisala še zadnjo 33. sporočilo Novo jutro. In to novo jutro je trajalo do poroda in še 9 mesecev. Ampak tudi popolna Eva je imela test, ki ga ni naredila. Tudi jaz sem imela 9. januarja 1997 test, ki ga žal nisem naredila. In spet sem padla iz svojega raja v svoj pekav, ki je trajal kar 26 let. Predolgo. Res predolgo. Nisem mogla odpustiti sama sebi, da nisem poslušala svojega notranjega glasu, ampak sem poslušala zdravnika, zunanje glasove in sem peljala svojega 4. otroka kot poslušna državljanka pač na infekcijsko kliniko. Ne bi vam danes o tem govorila, ker to sem že velikokrat povedala, ampak želim vam samo povedati, da preden zaide sonce, moramo sebi in drugim odpustiti, da ostanemo notranje radostni, v kontaktu s svojim izvorom življenja. In če se nam karkoli zgodi od zunaj, ker nas rani, ker nas užalosti, ker nas prestraši, ker nas zaboli, takoj še preden zaide sonce, se moramo obrniti na naš višji jaz, na našega stvarnika nebes in zemlje in prositi za to vodo življenja, za Svetega Duha, ki očisti to bolečino, ta strah. In ko je očiščena, smo ponovno v enosti z radostjo, z ljubeznijo. Še vedno imam teste, vendar veliko krajše je obdobje, da pridem iz testa nazaj v notranji mir. Včasih traja en dan, včasih en teden, včasih 1 uro, odvisno, kako velik test imam. Vsi veste, da sem imela par dni nazaj kar velik test in imela sem 2 možnosti, ali panika, ali molitev, ali kesanje, ali strah. Tokrat sem se odločila takoj za molitev, za kesanje. 1 uro je bilo veliko joka, veliko bolečine,
To je tako kot na nebu, ko pride neurje, dežuje, mogoče en dan, 1 uro, 2 dni, 10 minut, potem pa spet zasije sonce. In to je bistvo te naše odločitve, da bomo probleme reševali z ljubeznijo, z brezpogojno ljubeznijo in ne z odmikom, ne z smrtjo, ne s samomori, ne z jezo, ne s sodbami, ampak najprej sami s sabo. Da spostavimo enost s našim izvorom življenja in da ne dovolimo nikomur in ničemur od zunaj, da nam ukrade ta notranji mir, to radost. Ker če to izgubimo, izgubimo zdravje, izgubimo lepe medsebojne odnose in pridemo ponovno, jaz temu rečemo, pekel. In ko smo radostni, ko živimo življenje, to je pa raj na zemlji, nebesa na zemlji. In vsem nam želim, da sprejemamo brezpogojno ljubezen kot edino cepivo za naše probleme, teste, situacije in da darujemo ljubezen brezpogojno vsem našim neprijateljem, vsem testom, vsem sovražnikom in da ne dovolimo, da nam kdorkoli vzame našo luč, našo ljubezen, naš notranji raj in s tem naše življenje. Hvala.